Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o tem, zakaj so starši naša prihodnost. Pogosto slišimo izjavo: otroci so prihodnost naše družbe, ker oni so nova generacija, tisti, ki bodo prišli za nami in ustvarjali ta svet tako, kot ga ustvarjamo mi, trenutno starejši. Toda, v kaj pa se bodo otroci razvili? In kaj je tisto, kar bo vplivalo na njihov razvoj? Po čem se bodo zgledovali? Od koga se bodo učili? O tem pa se premalo zaveda v naši družbi. Lahko se vprašamo, koliko otrok je spočetih z določenim namenom, koliko staršev se odloči, da bo imelo otroke, in koliko od njih je odločeno, da bodo otroke vzgajali v določenem duhu, da bodo razvili določene kvalitete, veščine, moralna, etična načela, da bodo lahko zgledni člani naše družbe prihodnosti in delovali na tem svetu na ta način, da bodo povzdignili kvaliteto življenja za vsa živa bitja na tem svetu. Precej otrok je spočetih naključno, nehote, zaradi spolne strasti, in pogosto šele takrat, ko se otrok rodi, starši razmišljajo o tem, kako ga bodo vzgajali, se soočajo z vsemi izzivi starševstva. Torej, precej staršev ni dobro pripravljenih na starševstvo. In sedaj, če se vprašamo, kaj bi bilo idealno, da starši naredijo za to, da bodo otroci res postali naša najboljša prihodnost. Prvič je to, da starši predvsem delajo na sebi. Kajti starši so tisti, ki bodo najprej vzgajali otroka. Vzgoja otroka pa je tudi nekaj najbolj zahtevnega. Kar se je koristno zavedati, je to, da so otroci bitja, ki v prvih nekaj letih po rojstvu izjemno aktivno vpijajo vse informacije, vse vtise iz njihove okolice. Stalno opazujejo, kaj se dogaja okoli njih, in na ta način ugotavljajo, kakšna je ta realnost, kakšna so bitja, ki otroka obdajajo, in se potem od teh bitij učijo. Učijo se odnosov, učijo se jezika, učijo se miselnih in vedenjskih vzorcev. In če starši predhodno ne naredijo dovolj, da bi najprej sami postali dober vzgled za svoje otroke, potem bodo vse njihove pomanjkljivosti prenesli na svoje otroke. Koristno bi torej bilo, da vsak bodoči starš, preden se odloči imeti otroka, nekaj let intenzivno dela na sebi. Včasih ni bilo dovolj znano, kako misli in vedenjski vzorci delujejo, kako se izgrajujejo in kako jih je možno spremeniti. Včasih je bilo tudi mišljenje, da je marsikaj dedno in da se marsičesa enostavno ne more spremeniti. Sedaj
pa obstaja veliko bolj napredno znanje glede izoblikovanja človeških miselnih in vedenjskih vzorcev in razvila so se tudi zelo učinkovita orodja za notranjo preobrazbo. Vse tisto, kar smo mi kot mladi ali odrasli prevzeli na sebe iz svojih lastnih staršev in iz drugih ljudi v naši dobi odraščanja, vsi ti vzorci prepričanja, ki nas omejujejo, ki nam povzročajo težave in čustvene reakcije ter konflikte v medsebojnih odnosih, vse to je možno predelati, prečistiti in odstraniti vse, kar je škodljivo. Pred nekaj leti sem odkril odlične spletne tečaje, tudi brezplačne, ki so tudi meni pomagali, da sem intenzivno preoblikoval svoje miselne in vedenjske vzorce. Osvobodil sem se številnih omejujočih in škodljivih miselnih in vedenjskih vzorcev, ki so mi predtem vrsto let povzročale psihične travme, konfliktne odnose in fizične bolečine. In tudi drugim lahko priporočim te vire informacij in podporna orodja za notranjo preobrazbo. Zlasti tistim ljudem, ki nameravajo imeti otroke ali pa že imajo otroke. Priporočam vsem, da čim bolj delajo na sebi, da si vsak od nas vzame čas, da se izboljša in da potem tisti, ki bodo imeli otroke, da s svojim lastnim zgledom pomagajo vzgojiti čim boljšo generacijo novih ljudi, da bo naša družba iz generacijo v generacijo postajala vse bolj kakovostna, da bomo sposobni odlične medsebojne komunikacije, mirnega sporazumevanja in ustvarjanja sveta, kjer bomo poskrbeli za interese vseh živih bitij na tem svetu. Kdor želi postati del globalne skupine, kjer delamo na povečevanju lastne odgovornosti in izboljšanju samega sebe, da z lastnim zgledom čim bolje vzgajamo novo generacijo otrok, tem ljudem vabim, da me kontaktirajo in potem vam lahko priporočim te vire informacij, spletne tečaje in podporno skupino ljudi, da se bomo povezali in med sabo podprli pri izboljšanju človeške družbe. Najdete me lahko na Facebooku pod ime Valentin Rozman ali preko moje spletne strani valentinrozman.si. Hvala za posluh in upam, da se vidimo. Nasvidenje.